Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Belgije. Poglejmo si skupaj, kaj vse lahko razberemo iz prvega in drugega prostega treninga. Kot običajno se bomo tudi tokrat ustavili najprej pri tehničnih novostih, ki so jih ekipe prijavile za dirko v Spaju. Nato si bomo ogledali še marsikatero zanimivost. V tretjem delu bomo pa skupaj skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. A najprej, kot ponavadi, začnimo s tistim, kar je pri ekipah novega. Tu moramo najprej povedati, da so kar pri 9 ekipah od 11 prijavili novosti. In verjeli ali ne, edini dve, ki sta izpustili to priložnost, sta Aston Martin ter Ferrari. A k temu se bomo še vrnili. Začnimo s tistim, kar je zapisano v dokumentih. Pri McLarenu so spremenili profil in seveda tudi končne plošče na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Ampak tu je potrebno povedati, da ne uporablja mehanizma, ki ga poznamo kot Macarena. In že to je nekaj, kar nam lahko daje misliti. In pri Mercedesu seveda smo pri spremembah, ki nam govorijo, kako so spremenili kot na elementih zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja in seveda tudi na tistih profilih, ki se nahajajo na zadnjih zavornih košarah. Tu je treba povedati, da najbolj zanimiva sprememba je tista, ki jo vidimo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer so spremenili kot na končnih ploščah, predvsem na zgornjem delu. A pojdimo naprej. Pri Red Bullu smo videli, da so spremenili samo nosilca zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In kar je bolj pomembno, mehanizem ni Macarena. Torej, vrnili so se nekako v tisto obdobje pred veliko nagrado Miamija. Kar je po svoje zopet zanimivo, glede na težave, ki so jih imeli na prejšnjih velikih nagradah. A poglejmo si novosti pri Williamsu. Imamo seveda tu spremembe na tisti zadnji zavorni košari, kar se tiče manjših profilov, ki so tam prisotni. Imamo manjše spremembe na samem dnu, ampak treba je povedati, da imamo spremembe tudi praktično na tistem generalnem delu, ki skrbi za sam difuzor. In tu bi vas rad opomnil na nekaj. Na skici izgleda, da so spremembe na Williamsu na prednjih zavornih košarah, čeprav v tekstu piše, da je na zadnjih. In mi se držimo teksta. Verjetno ena izmed ekip, ki nas je prijetno presenetila, je Racing Bulls. Namreč imamo spremembe tako na bočnih strukturah kot na pokrovu pogonskega sklopa, ampak videli smo eksperimentalno obliko tiste zgornje vstopne reže, ki je bila že od začetka letošnje sezone dobesedno najbolj obilna. Sedaj vidimo, da so jo dobesedno pristrigli in s tem zmanjšali količino zraka, ki gre na tiste elemente, kot so kontrolna elektronika in baterija. Ampak s tem občutno zmanjšajo zračni upor.
Imamo tudi tu seveda različno izoblikovane zavorne košare spredaj in nove profile, kar nekako je že logično. Ampak ekipa, ki je tudi pokazala kar nekaj novosti, je ekipa Haas, kjer imamo nov profil in nosilce na prednji aerodinamični stabilizatorju in seveda tudi prilagojene končne plošče. Ne smemo tu nekako spregledati, da so malce popravili tudi kote na prednji premi in seveda malce popravili, vsaj kar se tiče upora, zadnjih aerodinamičnih stabilizatorjev. Pri ekipi Audi imamo seveda spremembe na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, malenkostne, ampak kar je bolj pomembno, popravili so tudi tiste pregrade na samem difuzorju. In pri Alpinu manjši popravek na varnostnem loku halo oziroma tistem profilu, ki se nahaja tam. Končujemo seveda z ekipo Cadillac, kjer so pokazali na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju novo obliko končnih plošč. In to, kar se tiče tistih uradnih sprememb, je vse. A mi si bomo ogledali še zanimivosti. Kot prvo zanimivost bi tu rad poudaril, da po koncu prvega prostega treninga smo prišli v dokaj bizarno situacijo. Namreč najhitrejši je bil Max Verstappen, njegov čas minuta 17 sekund in 7 stotink, kar mnogim ne pove absolutno nič. Ampak za primerjavo, Oliver Behrmann lani na prvem prostem treningu je bil udobno zadnji. Njegov čas minuta 15 sekund in 77 tisočink. Torej, posplošeno, lani je bil Oliver Behrmann hitrejši za 2 sekundi, kot je letos Max Verstappen. Ampak pustimo sedaj to pri strani, samo kot zanimivost. Verjetno ste zasledili, da bo imelo kar nekaj voznikov tista osovražena kazenska mesta zaradi preveč porabljenih elementov pogonskega sklopa. Do sedaj so to trije: Isaac Hadjar, Lando Norris ter Lance Stroll. Seveda uradni dokument vidite na vaših ekranih, ampak marsikdo se sedaj sprašuje, zakaj in zakaj tu. Namreč Lando Norris je voznik, ki v prejšnjih priložnostih ni menjal elementov, ki jih je dal na razpolago Mercedes. In tu seveda, ker je proga, ki omogoča lažje prehitevanje, so nekako izkoristili priložnost. Ne, da je 10 kazenskih mest tu nepomembnih, samo malce lažje se jih nadoknadi, kot na primer v Silverstone. Zato lahko pričakujemo še kakšno. Pri Isaacu Hadjarju je zgodba ista, pri Lanceu Strollu ne bomo govorili, namreč Aston Martin je v globoki krizi, nima nobenih izboljšav in verzijo B njihovega AMR 26 pričakujemo na naslednji dirki. Ampak omenil sem vam, da tudi pri skuderiji Ferrari ni nobenih novosti. Prvič, ni tiste napovedane spremembe na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Govori se, da bomo videli ta element debitirati na progi v Monzi. Ampak na prvem prostem treningu smo videli, da je tudi profil FTM tam na izpušni cevi. Zavedam se, da sem napravil poseben prispevek, ki je govoril o tem, da tega profila ne bo. Ampak tu velja nekako poudariti, da sem sledil tistemu, kar so pisali drugi. Sicer sam od doma tega ne bi vedel. Ampak pustimo sedaj to, ni važno. Prav tu je zanimiva primerjava v telemetriji med tistim, kar vidimo na primer v ovinku Puhon pri Ferrariju, ki ima profil FTM vgrajen.
zaradi večjega oprijema je seveda hitrost v tej kombinaciji ovinkov višja. Ampak po drugi strani, če pogledamo to telemetrijo Charlesa Leclerca, bomo videli, kako mu praktično tam v območju avtobusnega postajališča enostavno zmanjka energije. Torej, tudi na progi Spa-Francorchamps je potrebno imeti tisti pravi kompromis. In tu velja še nekaj dodati. Morda smo imeli prave informacije in morda so se pri Ferrariju v zadnjem trenutku premislili. Morda bomo videli v nadaljevanju kakšne spremembe. Namreč pred kvalifikacijami je še priložnost na tretjem prostem treningu. In videli bomo, kaj se bo zgodilo. Ampak sedaj je na vrsto prišla naša analiza tistega razmerja moči pred prihajajočimi kvalifikacijami. Tu je treba, kot ponavadi, nekako poudariti, da prvi prosti trening ni nikoli bil preveč mirodajen. Videli smo, kako je bil Max Verstappen tam na vrhu in za njim oba Ferrarija. Sicer izgledalo je izjemno lepo, ampak če se spomnimo, kakšen čas je imel Max v primerjavi z lanskim letom, bi lahko že malce začeli sumiti. In tu velja poudariti, da na drugem prostem treningu smo videli dve rdeči zastavi, ampak to nas v bistvu ne briga, kajti nas zanima tokrat samo simulacija kvalifikacij. In tu bi lahko dejali, da se je pokazalo nekoliko drugačno razmerje sil, kot bi lahko predvideli iz tistega, kar je pokazal prvi prosti trening. Andrea Kimi Antonelli tam spredaj, kar naenkrat se je prikazal tudi McLaren in Red Bull je konstantno hitrejši od Ferrarija in razlike, da ne bo pomot, so se povečale. In to pomeni, da pravzaprav smo na pragu izjemno zanimivih kvalifikacij, kjer ne moremo z gotovostjo trditi, kaj se bo zgodilo. Sicer nikoli tega ne smemo početi, ampak tokrat lahko vidimo, da praktično imajo vsi prekleto velike možnosti priti v prvo štartno vrsto. Favorit je še zmeraj Andrea Kimi Antonelli. In tu velja poudariti, da je George Russell oni, ki je zopet razočaral. Tudi Oscar Piastri se še ni prebudil, povedal sem vam, da bosta tako Hajdar kot tudi Norris poslana nazaj. Ampak Max Verstappen je še zmeraj aktiven in če pri Ferrariju bodo imeli takšen zaostanek, ne vem, če bodo lahko konkurenčni na en sam hiter krog. In tu še moja osebna pripomba. Zopet vidimo neko sliko, ki je nenaravna. Namreč Lewis Hamilton je bistveno hitrejši od Charlesa Leclerca. In to se lahko tudi spremeni na jutrišnjih kvalifikacijah. Vseeno, kar se tiče tistega aerodinamičnega koncepta Ferrarija, vidimo, da bi morda lahko tudi poizkusili brez FTM-a. Mnogi so to naredili. In ne govorim samo o Williamsu, Haasu ali Alpinu. Namreč govorili smo tudi v tistem predhodnem prispevku, da praktično ta profil lahko snamejo vsi. Lahko ga bodo tudi pri Ferrariju, bomo videli. Ampak kot ste razumeli za današnji prispevek, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.